Spoštovani gledalci in gledalke, dober večer. In lepo pozdravljeni. Spremljate prvo soočenje televizije Slovenija pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca. Robert Golob, Gibanje Svoboda. Dober večer. Anže Logar, stranka Demokrati Anžeta Logarja. Dober večer. Vladimir Prebilič, Prerok, stranka Vladimirja Prebiliča. Dober večer. Matjaž Han, Socialni demokrati. Živijo. Miha Kordiš, stranka Mi socialisti. Zdravo. Luka Mesec, Levica in Vesna. Dober večer. Čeprav so se v naše predvolilne oddaje prijavile vse stranke, sta pozneje sodelovanje odpovedali opozicijski SDS in NSI. Če je mandatar za sestavo vlade Janez Janša ali pa mandatar Robert Golob. Na pogovore, kdo je prva izbira, oba, nobeden? Ne, če je eden od teh dveh zmagovalec, potem pričakujem, da bo zmagovalec povabil najmočnejšega na drugi strani in se boste poskušala dogovoriti. Kot veste, mi stavimo na politično širino. Če bo zmanjkalo desni vladi, toliko glasov, kot bi vi dobili, če boste seveda uvrščeni v parlament, bi preprečili nastanek Janševe vlade? Jaz sem že večkrat rekel, da ne bomo nobene vlade omogočili in nobene vlade onemogočili. Mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Zagotovo ste zasledili, Janša in Logar bi morala dobiti Oskarja za igro, da sta sprta, ne verjamejo ali ne razumejo vaši razlagi. Da z Janšo, da z Robertom Golobom ali ne? Kaj pa vi mislite? Ker nisem kandidatka, izvolite. Ne gre za to. Socialni demokrati se bomo potrudili, da ne bo zmanjkalo nobenega glasova in da bomo lahko sestavili levo-sredinsko vlado še naprej. Torej, če vas povabi morebitni mandatar Janša? Mislim, če mi povabi morebitni mandatar Janša, sem vam povedal že, da mi ne gremo v nobeno drugo vlado, kot levo-sredinsko vlado. Desni janšizem iz prejšnjega mandata in iskren, trd, sredinski janšizem, ki smo ga v tem mandatu dobili, ki nam je dovedel najbolj policijsko državo do zdaj, najbolj militarizirano državo do zdaj in najbolj antisocialno državo zdaj. Pridemo k temu. Je pa pragmatičen, je oportunističen. In če piha dovolj močno iz leve, te politike lahko spremenimo in državo izboljšamo. Mi socialisti smo ta veter iz leve, ki to lahko zagotovimo. Prav. Hkrati sem pa tudi že jasno povedal, ne izključujemo sodelovanja z nikomer, razen z SDS in Janezom Janšo. Če želimo povečati storilnost in učinkovitost zdravstva, da bojo ljudje imeli stik z zdravstvom, moramo investirati v javno zdravstvo, ne se pa ukvarjati z zasebnim zdravstvom. In kaj je največja spodbuda za zasebno zdravstvo v sistemu, kot ga imamo v Sloveniji? Dolge čakalne vrste. Kaj je rezultat vlade Roberta Goloba? Podaljšane čakalne vrste. Skratka, v boju za javno zdravstvo v bistvu vlada ustvarja spodbude za zasebno zdravstvo, ker imajo ljudje enostavno nimajo druge izbire, kot da namesto da čakajo 1000 dni za pregled vratnih žil, odidejo k zasebniku in plačajo iz svojega žepa, čeprav plačujejo dodatno oziroma zdaj obvezno zdravstveno zavarovanje. V Novem mestu smo imeli en primer, ko je predstojnik oddelka imel zasebno ordinacijo in tja organizirano vozil svoje paciente. Veste, koliko je bilo pacientov v čakalni vrsti, ko je on bil še tam, na dan, ko so ga odpustili? 1277. V bolnišnici Novo mesto so ugotovili, da od teh 1277, ko so dejansko ščistili seznam, jih imajo danes samo še 588. Polovica jih je bila v čakalni vrsti, očitno po nepotrebnem. Veste, kdaj bi prišli na vrsto v Novem mestu, dokler je še tam ta ortoped deloval? V Novem mestu, v bolnici javni. Leta 2032. 32, dokler je deloval in vozil v svojo zasebno. Danes pridete na vrsto tekom letošnjega leta oziroma v začetku leta 27. Gospod Kordiš je zapustil stranko Levica, ker ni zdržal koalicijske vloge in dogovorov, ki so potrebni znotraj koalicije, zato da se take stvari, kot so te, o katerih je zdaj govoril, resničijo. Jaz sem zelo ponosen, da sem bil del koalicije in sem del koalicije, ki je po 30 letih zažiranja zasebnega zdravstva v javno končno začela vračati krmilo in smo začeli ločevati. Spoštujem tvoje mnenje, ampak res ne rabimo socialistov, da ne znamo obraniti, kaj je privatno in kaj je zasebno. Jaz mislim, da smo vso zakonodajo, ki smo jo v tem mandatu sprejeli, jasno pokazali,
kako si mi razlagamo zasebno, kako si mi razlagamo javno in kako si tudi koncesionarsko mrežo razlagamo. Čakalne vrste so pa daljše. Čakalne vrste bojo dale svoj rezultat. Ne more biti rezultat v enem mesecu, ampak verjamem, da bo ta rezultat viden v naslednjih letih. Daj, se je bila to osrednja reforma te vlade. Ja, in smo jo tudi naredili. Ja, samo daljša ste čakalne vrste, nič drugega. Lahko je govoriti, tukaj je rekel predsednik vlade, mi smo investirali v zdravstvo toliko, ko ni nobena vlada investirala. Zakon o investicijah v zdravstvo je bil sprejet v času prejšnje vlade 200 milijonov vsako leto. Ja, pa marsikaj je bilo v prejšnji vladi, pa niste do konca naredili. Ja, sej večino časa je padlo v to vlado, ne? Lahko bi se preprečilo eskalacijo. Zašli smo. Ja? Najprej, danes govoriti v tem lepem studiu, Hvala lepa. kaj je vlada naredila takrat po smrti gospoda Šuterja, je seveda malo licemerno. Niso bile eno... Sam bom končal... Nisem to govoril po smrti. Gospod Han ima besedo. Se veš, vrednote pa ceste pa Nova Slovenija. Vlada je takrat odreagirala, mislim, da prav. Cilj, ki smo ga zasledovali, je, da se v tem jugovzhodnem delu Slovenije zadeve umirijo in da se ne ponavljajo prekrški, izsiljevanja in tako naprej. So pa nekateri ministri mogli odstopiti, pa niso bili nič krivi. Slišali smo vašega nekdanjega kolega, strinjali bi se s preoblikovanjem KPK-ja, kaj pa vi? Saj, kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več. Ja, organi pregona morajo delovati neodvisno, ampak morajo imeti za to tudi ustrezna pooblastila, pa zelo jasen mandat. S čim se bomo pravzaprav v tej državi ukvarjali? S tem, da se lovi kurje tatove, ali s tem, da se preganja dejanske kriminalce tipa Rok Snežič, ki so državi dolžni milijone? Če bodo oni mene podprli, potem so mi naložili novo nalogo. In gre za integriteto, popolno integriteto. Imate potem morda dvojna merila? Zakaj bi imel dvojna merila? Jaz sem ponudil svojo uslugo in svoje znanje in svoje sposobnosti na izbiro volivkam in volivcem. Če oni presodijo, da sem bolj uporaben v Sloveniji, bom v Sloveniji. Torej, KPK, kolega Han je preizpostavil, da bi naj danes imeli vse. Če bi imeli danes vse, potem danes ne bi imeli 8 milijonov dnevno denarja, ki potuje mimo naših proračunov in naših blagajn. Nujno potrebno je strditi, da imamo najboljši pripravljen osnutek in absolutno dvigant kazni za tiste, ki se znajdejo in so potem obsojeni v teh postopkih. Gospod Mesec, vi koliko premoženjskega stanja boste prijavili? Vsega. Jaz imam stanovanje 70 kvadratov, za katerega plačujem kredit. To je v grobem moje premoženje. No, kredite imam tudi jaz, ampak... Dobro, gospod Kordež, koliko premoženjskega stanja boste vi prijavili? Jaz sem eno nivo, ki sem jo dal ljudem na uporabo, da se sami predelajo lahko svojo zelenavo, pa nedavno sem si kupil en avto, pa mi je don že začel menjalnik neki crkvatevoti. To je moje premoženje, ki sem ga... In Slovenija se mora postaviti na svoje noge in se povezati z vsemi državami globalnega juga, vpliv iz Zahoda uravnotežiti z vplivom vzhoda, v prvi vrsti pa se moramo povezovati s Kitajsko. Ne rečem, da ne vem, če je svet na razpotju, ampak svet je padel iz tečaju. Nič ne bom tvegal za izjavo, če rečem, da je Slovenija s svojimi stališči, s svojimi pogledi v zadnjih 4 letih reševala ugled Evrope in reševala ugled Zahoda. Mi smo bili prvi, ki smo rekli, da se v Gazi dogaja genocid. Mi smo bili prvi... Predsednica republike, ne? Ne, predsednica, kar vlada pa... Ja, zunanja ministrica pravi drugače. Mi smo bili prvi... O tem, kako je zdaj čas za mir in kako se moramo pogajati. To je pa tipična politična demagogija. Kaj si bi pa rad se streljal, kaj? Lahko. Svetovni mir ogrožajo Združene države Amerike, Evropska unija in NATO pakt. Skupaj imajo tam 12% prebivalstva, a hkrati več kot polovico vsega orožja, ki na tem svetu obstaja. Investicija v varnost ni investicija v orožje, ampak je investicija v prihodnost. Problem, ki jo imamo tu v Sloveniji, je, da je vlada namenila si narediti en orožarski bankomat z ustanovitvijo Dovosa, kamor bi spravljala naš davkoplačevalski denar in potem... Hvala lepa, moramo končati. Moj realizem ni nič manjši, ko kličem po miru. Desnica vedno obljublja raj na zemlji, s tem, ko bo davke znižala, nikoli ne pove, komu bo vzela. Nikoli. Jaz sem delal v gospodarstvu 15 let, preden me je desnica pripeljala v politiko. In v mojem podjetju nikoli nihče ni bil na minimalni plači. V uspešnih podjetjih, takih podjetjih, ki želimo, da rastejo v Sloveniji, v bodoče. In verjamte mi, da jih je kar nekaj. Pri referendumu o zakonu o dodatku pokojnini za umetnike ste pozvali k bojkotu, je bila to napaka? To je bila napaka.
Torej, zdaj bi ravnali drugače. Gospod Golob, Luka Mesec je priznal, da je bil poziv k bojkotu referenduma napaka, tudi vi menite enako? Ne, ker ne bi nič spremenilo, pa šlo je za sovražni referendum proti kulturnikom, ki so v resnici temelj našega naroda, tako da jaz ne želim nikoli sodelovati v pogromu nad komorkoli. Danes slučajno, danes ni res, danes slučajno je moj državni sekretar dobil največje priznanje Francoske republike, vitez nacionalnega rega Legije časti. A vidite, zakaj mu je dal? Zato, ker je pripeljal, ker smo skupaj z vlado pripeljali revoz v Slovenijo. Lepo, da je državni sekretar zdaj častni vitez Francoske republike, ampak ravno to, kar je predsednik vlade povedal, je srž problema. Vprašanje zastavlja Miha Kordiš. Komu? Najprej gospodu Logarju. Gospod Logar, vi pravite, da ste drugačna politična stranka od skrajne desnice, od Janeza Janše, čeprav v slovenski javnosti in tudi meni osebno vedno bolj in bolj zgledate podobni enemu Janezu Janši, ki pa zraven obrača še burgerje. Zanima me, ali ste pripravljeni sodelovati v vladni koaliciji z mi socialisti. In drugo vprašanje za kolega Luka Mesca. Ne, samo enega. Prej sta bile dve vprašanje. Predhodnika sta postavila dve vprašanje. Za kolega Luka Mesca, če je pripravljen biti državni sekretar na mojem ministrstvu za delo, takrat, ko bom jaz minister za delo, zato da dokončamo še tisto, kar v tem mandatu ni bilo. Dobro, odgovor. Jaz sem že odgovarjal, če sem eno vprašanje, ni Luka Mesec odgovoril. Odgovorite. O čem, kaj ne odgovorim? Ali ste pripravljeni sodelovati z nami v vladi? Vi, če se ne motim, govorite, da je Luka Mesec pa Robert Golob, da je to politična sredina. Gospod Logar, radi vas imamo. Prav, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kordiš. In lep večer še naprej.